Danes smo v okviru Združenja lesne in pohištvene industrije ustanovili sekcijo žagarjev Slovenije in sicer s tem namenom, da se res vsi oziroma najširši krog žagarjev poveže, zato da lahko skupaj potem dosegajo te cilje, se pravi napram državi, napram privatnim lastnikom gozdov, se pravi predvsem redno oskrbo z gozdno-lesnimi sortimenti. Pred približno 2 leti ob moteni dobavi hlodovine na žagarske obrate in uvedbi dražb za les smo ugotovili, da ne bomo preživeli in da se moramo združiti in zagotoviti vsaj dobavo surovin iz gozdov državne lastnine. No, v teh obdobjih 2 let smo sicer dobro sodelovali z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo, okolje, medtem ko z drugimi nismo dosegli kakšnega napredka. No, ob aktivnostih, ki so bile predvidene, smo prišli, lahko rečem, kar precej daleč, kot sem rekel, z Ministrstvom za kmetijstvo, ne nazadnje s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov in tudi z koncesionarji, ki gospodarijo z gozdom v državni lasti, smo dosegli kar konkretne napredke. Moram pa reči, da s padcem vlade in ne nazadnje tudi za ujmo žledolomom v pretekli zimi so se stvari zaustavile oziroma spremenile, tako da smo namesto, da bi imeli manjši izvoz, dosegli ali pa doživeli večji izvoz surovine iz države, kar je še poslabšalo položaj žagarskih obratov oziroma primarne predelave in predvidevamo, da je potrebno v najkrajšem možnem času aktivirati primarno predelavo, ker verjamem, da je to osnova tako za gozdarje, kot prvi člen v tej gozdno-lesni verigi, kot tudi za lesno predelovalno industrijo in ne nazadnje pohištveno industrijo. Ukolikor ne bomo tega storili, nam bodo ob zamenjavi oziroma ob izteku koncesij naredili ti tujci, ki so nam prišli pomagati pri sanaciji žledoloma, bodo nastopili kot ključni igralci zaradi boljše tehnologije, zaradi večjega kroga dovoza lesa na žage, ki je mi ne zmoremo, naprimer naši obrati prenesijo do 50 km prevoza, avstrijski lahko tudi 400-500. IDWOOD projekt je namenjen bil za krepitev sektorske mreže, podporne inštitucij, ne samo v Sloveniji, ampak širša. Zdaj, ena od nalog, ki smo imeli znotraj tega projekta, je bil tudi čim bolj konkretne aktivnosti za podjetja. In ena od teh konkretnih aktivnosti bo tudi ponujanje znanja na teh področjih, ki podjetja potrebujejo. In na eni strani je bila pač ta pobuda dana za ustanovitev sekcije žagarjev, ki ima določene potrebe po znanjih glede koncesij, glede vrednotenja lesa, žaganega lesa, po drugi strani ima pa strokovnjake, ki ta znanje imajo znotraj naše mreže IDWOOD, ki ta znanje ponudijo. In smo potem te koncepte združili, tako da v bistvu mislim, da je korist za vse strani, da smo tako to speljali.